V rubriko Glas ljudstva smo tokrat prejeli zelo zanimivo vprašanje, ki sta nam ga zastavila Rudi in Juž. Glasi pa se takole. Rada igrava šah. Ne veva pa, kako bi razdelila člane vlade po figurah. Draga Rudi in Juž, ker mi o šahu vemo toliko kot Pomurske lekarne o ugovoru vesti, se pravi, zanj smo že slišali, ampak ne poznamo pravil, smo za odgovor prosili nekoga, ki starejšimi občani šah igra vsakodnevno. Šahistoma odgovarja Karel E. Živijo Rudi in Juž. Verjetno se zdaj, kot večina Slovencev sprašuje, ja, kva se pa zdaj spet Karel nazaj vrnil? In odgovor je zelo preprost. Ker brez mene očitno ne morete, a ne? Tako je. Mene skozi ustavljajo komiki, pa satiriki, pa karikaturisti, pa mi govorijo, Karel, pogrešamo te, kdaj se už kaj vrnil. Sem srečal zanj Čartača, je skoraj jokal od sreče, ker sem mu povedal, da ustanavljam novo stranko. Ja. No, šah sem se pa navadil igrati na sestankih od prejšnje stranke, ker tam je bilo zmer prvih 5 minut malo politike, pa ali šah ali pa pogovor o nizkih penzijah. Samo moja penzija je dobra, tako da sem pač igral šaha, ne da. Torej za slovensko politiko klasični šah ni najbolj primeren, ker so polja samo črna ali bela, morala pa bi biti rdeča in bela. V glavnem, če pogledamo figura, zdaj tukaj od spredi so kmetje, oziroma, kot že mi pove, člani Slovenske ljudske stranke in drugih neparlamentarnih strank, jih je veliko, sam pač ne morajo nič narediti in se jih ponavadi žrtvuje za višje cilja. V zadnji klele imamo kralja, oziroma jaz mu rečem Borut, ker je ta krona, se premika vse smeri, sam pomal pa nič zares ne more narediti. Pa imamo 2 laufarja, en je obrtnik z državnega sveta, ki dela na črno polje, tale pa predstavlja politične podmladke, ki grejo sam na belo polje. Konji so seveda iz levice, ker skače v obliki črke L, da po celi deski pa večina ljudi ne veči, zakaj bi jih imamo, pa kva z njimi delali, pa počeli. Pa pol imamo pa še trnjave, da to so pa predstavniki opozicije, ki se lahko premikajo povsod, se vtikujejo vsako stvar in seveda na koncu še kraljica, ki je najmočnejša figura na deski, bi pa ta v našem primeru morala biti bistveno manjša, tako da bomo menjali stole. Torej, ena od zanimivih prvin iz igre šaha, ki jo kdaj lahko vidimo tudi na političnem parketu, je situacija, ko med kraljem in trdnjavo, da rata praznina, mogoče se spomnite, to smo videli v parlamentu pred nekaj leti, ko je kralj Marjan ostal sam in top Janez je to hitro izkoristil, hop, in preselil se na njegovo mesto, Marjana pa postavil v kot in šlo je za klasično rošado, ki je samo v eni potezi spremenila razmerje moči na deski in spremenila taktiko igra. Prav tako v šahu in pa predvsem politiki velja, da kmet, ki uspe prelesti do konca sovražnega ozemlja, postane kraljica, ali pa vsaj evropski poslanec. Najbolj važna stvar, ki jo pa pri naši politiki vsi prevečkrat pozabljajo, je pa to, da vse figure, črne ali pa bele, močne ali pa šibke, poražene ali pa zmagovalne, ki je igre konc, grejo vse noter v isto škatlo, Tako da Karel se vrača, in bo za vas razmišljal out of the box.